kar se tiče kadra, jasno je, da Argus ne more nastopiti zaradi parnih rumenih kartonov, da Viler, Majer, Potokar zaradi poškodb oziroma zaradi tega, ker niso še tako daleč z treningi, ne bojo v kadru, še v tem trenutku niso na razpolago moštvu. In to je, kar se tiče odsotnosti, ostali so pripravljeni. Mislim, da se v takih trenutkih ni potrebno dodatno motivirati, kajti okolje, pomembnost tekme nam daje to energijo, ki jo jutri potrebujemo, oziroma ki jo bomo jutri potrebovali na tekmi. Kot je rekel Stipe, imamo aktiven rezultat, vendar ne glede na prikazano v Izraelu, smo tam tekmo izgubili in na to moramo biti pozorni. Nasprotnik ne potrebuje veliko prostora, da je nevaren. To pomeni, da bomo morali biti zelo natančni, pozorni v izvrševanju nalog v fazi branjenja. Jasno pa je, da vemo oziroma da nam bo nasprotnik v določenih trenutkih tudi nekaj pustil in tu moramo biti mi v fazi napada natančni, predrzni, hrabri in jurišati na njihov gol in jih jasno tudi premagati. Cilj imamo, en zelo pomemben cilj je pred nami, do vsakega od nas osebno in pa tudi za nogometni klub Maribor in pa za okolje, katero je nam zelo, zelo pomembno, tako da bomo vse naredili, da bi šli jutri iz igrišča kot zmagovalci. Predvsem spremenjena zvezdna linija z njihovima dvema defenzivnima igralcema v sredini igrišča, katera sta tekavsko veliko bolj sposobna, kot sta bila ta dva, ki sta igrala, številko 17 in 15. Čeprav je 15 njihov največji talent in bo najverjetneje zdaj igral levo v zvezdni vrsti. Oba, to pogovorimo o Nigericu, številka 6, vi boste boljše vedeli imena, in pa Brazilcu, številko 7, oba sta nižje rasti, izredno agresivna, manj kreativna, tako da bomo v sredini imeli manj prostora oziroma bomo v sredini bili za žogo bolj pod pritiskom kot na tekmi v Izraelu, čeprav smo že na tekmi z Izraelom bili v določenih trenutkih, ko oni izgubijo žogo, so v tem prvem momentu izredno agresivni. Mi smo se že pred prvo tekmo pogovarjali o tem in skušali preprečiti to, oziroma poznamo način, kako iti v boj s to njihovo agresivnostjo. Gledali ste tekmo v Izraelu in videli ste, da ko smo uspeli odigrati pas 15 metrov po tleh, smo bili kar naenkrat sami. In to nam je velikokrat uspelo, velikokrat smo pa odigrali tudi na kratko, prevečkrat se malo obotavljali in tu nimamo velike šanse, ker gojijo pač tak slog agresivnosti, da enostavno tu tega mi nismo z naše lige navajeni. Videli ste veliko razliko med srednjo tekmo in pa sobotno tekmo v sojenju. Naši sodniki pri vsakem dotiku piskajo faul, tam pa ste videli, koliko faulov ni bilo. Tako da to je enormna razlika in tu kljub temu, da bi si fantje želeli, da opozarjamo, to ne gre v 5 minutah, nič tako in kar naenkrat znam igrati proti tako agresivnim igralcem. Nažalost je to tako, te razlike po moje ne bi smele biti tako velike v kriteriju, vendar ne glede na to, kvaliteta moštva je, smo pokazali že v Izraelu, da smo se zelo hitro prilagodili in upam, da se bomo tokrat, da bomo od prve minute, sodnik je Francoz, spomnimo se Ciriha tu, Francoz je dopuščal zelo, zelo oštro igro, tako da na to moramo biti pripravljeni. To pomeni ni nobenega padanja, enostavno moraš ostati na nogah in zdržati duele, zadržati žogo in kvaliteto imamo.
kvaliteto imamo od spredaj se nositi z njimi. Verjemite mi, da razmišljajo tako, ko mi razmišljamo o njihovih dobrih stvareh, razmišljajo tudi oni o naših, ker jih imamo kar precej. Tako je, zdaj kakorkoli, Izraelci, brazilska reprezentanca, slovenska reprezentanca, NK Maribor, branilci so zmeraj slabši del, po narekovaji. To je logično. To je logično. Vsi imamo rajši napadalce, navijači imajo to rajši in zmeraj se išče v branilski vrsti napake, ker oni po narekovaji so krivi za to, da se gol dobi ali pa vratar. Tako da v izraelskem moštvu smo tudi mi opazili, da imajo od zgoraj napadalce, zvezne igralce, ki imajo kvaliteto, da imajo pa oni nekaj težav z našimi igralci, kateri so nepredvidljivi, kateri znajo odigrati 1 na 1, kateri si znajo poiskati prostor, tako da branilcev je zmeraj težko. Ta odsotnost Ukrajinca je za njih sigurno težka. To pomeni, da bo tudi nastopil fant, kateri nima veliko tekem, kateri je mlad, kateri je verjetno z Buljatom še slabše uigran, ker ima manj tekem z njim. Tako da jaz bi bil izredno vesel, da naši napadalci to njihovo neuigranost in to njihovo slabost izkoristi. Mi smo svi motivirani, maksimalno spremni, treniramo super. Mislim da će biti teška utakmica za nas isto i za Makabi. Moramo biti koncentrirani maksimalno i konkretni prema golu. Vjerujem i nadam se da ćemo dati svi maksimum do kraja i borit ćemo se za pobjedu. Ja, nema veze ko zabija, znači samo treba da se pobjedi utakmica. Ja bi bio najsretniji da i Handa zabije gol. Samo da se pobjedi utakmica. Ja, dobro, v Izraelu je bilo res vroče, bilo je na 30 stopinj, tako da je bilo kar soparno igrati. Tako da mislim, da bo tukaj doma pač malo lažji zrak, da bo lažje igrati. Ja, dobro, mi smo dali poudarek predvsem v napad, ker mi moramo to tekmo zmagati, mi moramo dati gol, ampak vsekakor ne bomo igrali nekako brez glavo, tako da moramo pač, gremo na zmago, ne.